Lepo pozdravljam vse, ki ste prišli. Danes, 10. marca, se spominjamo 40 mučencev iz Armenije. V vzhodnemu delu Rimskega cesarstva je v začetku 4. stoletja gospodoval Licinij, sovladar Konstantina Velikega. V Kristijanih, ki jim je Konstantin leta 313 dal svobodo, je Licinij videl svoje politične nasprotnike. Leta 320, torej 7 let pozneje, je Agrikolaj, njegov namestnik v Kapadokiji in Mali Armeniji, v njegovem imenu izvedel čistko na dvoru in v elitni 12. legiji, ki je bila nastanjena v Sebasti, danes je to mesto Sivas v Turčiji. Sveti Bazilij Veliki, Kapadočan, piše, da so na dan zaslišanja postrojili 12. legijo. 40 vojakov, kristjanov, je samo stopilo iz vrste in priznalo svojo vero. Zasliševalec je najprej skušal z obljubami omajati njihovo prepričanje, ker pa mu to ni uspelo, jih je dal privesti na zamrznen ribnik, nato pa jih je gole izpostavil vetru. Naslednji dan so preživele, z zverinskim mučenjem pokončali. V Licinijevem odnosu do kristjanov je mogoče prepoznati tipično strukturo na videz iracionalnega ravnanja. To, kar za Licinija ni bilo nevarno, namreč evangelij, je naredil za formo ogrožanja državnega sistema. Pod obrazec krščanske vere je skril svoje politične interese. Vernik, ki na silo ne odgovarja s silo, ostane brez obrambe, pa naj bo ta sila, ki se nam zgrne, blasfemija ali ledeno mrzel ribnik. Vsak zagovor nedolžnosti, bodisi pred blasfemiki, bodisi pred Agrikolajevimi tožniki, je ne le brezupno neuspešen, temveč označen za laž in hinavščino, kar brez tožnikov samo še stopnjuje in jih utrjuje v prepričanju, da je njihovo ravnanje državotvorno in v celoti legitimno. Blasfemija je pogosto orodje, s katerim se legitimira radikalno prekinitev družbenega pogovora s ciljem, da se skupnost razdeli na dva dela. Z blasfemijo se namreč izniči partnerstvo v družbi. Tisti strani, ki je namenjena blasfemija, se odreče pravica do enakovredne delitve dobrin ter družbene in politične participacije. Potem, ko se izreče blasfemija, ki koga obsodi ali koga obsodi, da jo je izrekel, pravica do nadzora nad celotnim javnim prostorom legalno pripada samo še eni strani. Začetek zamenjave nosilcev družbene moči vedno potrebuje etično podlago. Kdor si zasluži blasfemijo, si ne zasluži partnerstva pri upravljanju skupnih zadev. Kdor ima oblast nad blasfemijo, ima de facto tudi oblast nad ljudstvom in njegovimi dobrinami. Blasfemija ima številne pojavne oblike in se dogaja znotraj zelo različnih družbenih obzorij. Ta večer je namenjen predvsem temu, da bi osvetlili tisti družbeni kontekst, v katerem se blasfemija izreka danes. Predvsem pa nas zanimajo družbeni mehanizmi, ki strukturirajo blasfemične ekscese danes. K omizju vabim gospo Ženjo Lajler, moderatorko tega večera, ki ima naslov Blasfemija in svoboda govora. Z njo se bodo pogovarjali dr. Bernard Nežmah, dr. Ahmed Pasič in dr. Ivan Štuhec.
Dober večer, torej tudi v mojem imenu, kot je že povedal gospod Knep, moje ime je Ženja Lajler, drugače sem novinarka s kar precej dolgoletnim stažem v kulturi predvsem in za nek zelo kratek hip sem delovala tudi v državni upravi kot direktorica direktorata za medije. Moji trije gostje so vsi doktorji znanosti, najbrž ne zahtevajo prav posebne predstavitve, pa kljub temu mi dovolite, da kakšno besedo vseeno povem o njih. Na moji levi gospod Ivan Štuhec je doktor moralne teologije, raziskovalec, predavatelj in publicist, tudi direktor Zavoda Antona Martina Slomška. Njegovo raziskovalno delo je osredotočeno predvsem na področja družboslovja, humanistike in teologije, publicistično pa na komentiranje dogajanja v družbeno-političnem in cerkvenem prostoru, o odnosu med politiko in cerkvijo ter vlogo kristjana v sodobni družbi. Kot izredni profesor predava predmet filozofija in religija ter moralno teologijo ter je soavtor številnih knjig, zbornikov in raziskovalnih projektov, pa tudi med drugim avtor knjig, kot so Veter v megli, Smer osvobojena dežela, Cerkev sveta in prekleta in družbene presoje. Na moji desni je gospod Ahmed Pašić, doktor socialne antropologije, tudi raziskovalec in publicist, velik poznavalec islamske kulture, kot tudi njene prisotnosti in sprejemanja v Sloveniji. O tem poleg člankov in raziskovalnih projektov govorijo njegove knjige, med njimi Islam in muslimani v Sloveniji, Islam in moderni zahod, integracija islamske skupnosti v moderne zahodne družbe ter Bošnjaki na Soški fronti. Ves čas je tudi tisto, čemur danes rečemo družbeno aktiven državljan, nazadnje je ustanovil civilno pobudo, etnično, versko in starostno zelo pestre neformalne skupine Ejga za lepše Jesenice, katere cilj je izlepšati mesto in ljudi močneje povezati v skupnost. Za to akcijo je bil tudi letos nominiran za delovo osebnost. In čisto na desni Bernard Nežmah, doktor sociologije, tudi on raziskovalec, predavatelj in publicist, bil je urednik na Radiu Študent in urednik Mladine, tam je danes kolumnist, je avtor številnih strokovnih publicističnih člankov na temo politike, lingvistike, medijev in kulture, kot docent predava v novinarskih žanrih, publicistiki, zgodovini novinarstva. Je avtor 5 samostojnih knjig, Kletvice in psovke, Zrcalo komunizma, Jelcinova Rusija, Ekosofa in časopisna zgodovina novinarstva. Za svoje publicistično delo je prejel Jurčičevo nagrado. Morda bi začela s tem, da je pojem blasfemija oziroma pojma blasfemija in svoboda izražanja sta v nekako najnovejši zgodovini ali dobi dobila neko posebno ali pa pomnoženo pozornost z izidom Raždjevega romana Satanski stihi iz leta 1988. To je bilo obenem naključje ali ne tudi leto, ko je filmski režiser Martin Scorsese po romanu grškega pisatelja Nikosa Kazantzakisa posnel film Zadnja Kristusova skušnjava. Izidu romana je, kot vemo, sledil Homeninijev izrek fatve, filmu Zadnja Kristusova skušnjava pa so sledili številni protesti in celo prepoved prikazovanja v nekaterih državah. A vendar se zdi, da se v zadnjih 30 letih od tega leta 1988 odziv na blasfemijo v zahodni družbi v primeru islama nekako radikaliziral, v primeru katoliške cerkve pa morda stopil v nek tak zadržan verbalni protest, če sploh še je kdaj protest. Naj spomnim, recimo leta 1993 je šel roman Sramota bangladeške pisateljice Taslime Nasrin, ki govori o nasilju muslimanov nad hindujsko manjšino v Bangladešu. Zaradi tega romana je bila avtorica zaprta in tarča groženj s smrtjo. Primer je med znane svetovne založnike vnesel precej strahu in zelo namerne avtocenzure, kar je onemogočilo za nekaj časa izide nekaterih drugih romanov. Potem se je zgodil umor nizozemskega filmskega režiserja Thea van Gogha leta 2004, pa izbruh nasilja ob objavi danskih karikatur leta 2006 in sedaj brutalni napad na uredništvo francoskega satiričnega tednika. Po drugi strani so knjige in filmi, kot so denimo
morda ni to zdaj čisto primerljivo, Da Vinčijeva šifra, Inferno, Angeli in demoni, ki s pomočjo popularne kulture postavljajo na glavo celotno zgodovino krščanstva, nekako šli skozi brez večjih prask, morda je bilo kakšno snemanje prepovedano za zidovi Vatikana, kaj več pa se od tega ni zgodilo, morda celo obratno, če je že prišlo do kritiziranja, je bila to predvsem usluga tem knjigam in filmom in oziroma pač jih je še bolj populariziralo. To močno poenostavljam, priznam, zato bi morda na začetku vsem trem gostom postavila na nek način zelo šolsko vprašanje, kaj je blasfemija, kdaj govorimo o blasfemiji, pa morda kar gospod Štuhec za začetek. Ja, lep dober večer tudi z moje strani. Zdaj, če bi bil zelo kratek, bi rekel, blasfemija je pravzaprav to, ko nekdo iz nekomu svete stvari se ponorčuje z nje na zelo nekulturen način. In mislim, da tudi v teh primerih, o katerih bomo nocoj diskutirali, gre pravzaprav za to vprašanje, kje je meja med svetim in profanim. In kdaj je za koga kakšna stvar tako sveta, da iz tiste stvari se ne gre norčevati, kajti to ima lahko seveda ali po eni strani boleče posledice za tistega, iz katerega se norčuje, ali ima lahko na družbenem nivoju negativne posledice zaradi nepredvidljivih reakcij. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz blasfemijo razumem, mislim, da ni neke enotne definicije, kjer bi se vsi strinjali, da je to pač tako, kot je. Gre definitivno za nekaj izzivanje verskih aksiomov, predvsem verskih aksiomov, ni pa nujno. Imate recimo primer na Tajskem, kjer žaljenje, izzivanje recimo kralja na Tajskem lahko prinese zelo visoke sankcije, visoke zaporne kazni. Tako da ni definitivno samo... Ok, prav. Govorim o tem, da gre za izzivanje določenih aksiomov, ni pa nujno, da gre za verske aksiome, imate lahko tudi druge primere. Lahko je pa to tudi poskus, da v bistvu vi prek recimo blasfemije pridete do nekega statusa. Tukaj recimo imamo primer statusa mučeništva. Lahko navedem konkretno iz leta 852 kordobske mučenike, ko je skupina kristjanov namerno provocirala, žalila islam in preroka Mohameda v takratni muslimanski Španiji, in ko so pač emiri tistih mest v Kordobi, v srednji Španiji, ugotovili, da gre za namerno provociranje, so poskušali pomiriti to zadevo, ker so bile pravila dokaj jasna, in so sami priznali, da hočejo biti mučeniki. Iskali so pomoč same cerkve v tistem času in so dobili zagotovilo, da ni nikakršna teorija zarot v tem primeru, ampak gre dejansko za poskus določenih posameznikov. In ko so izjavili to, so v bistvu ti mučeniki, to gibanje mučenikov se je obrnilo proti samim škofom v takratni Španiji. Končni rezultat je bil pa to, da so pogubili vse te izzivalce in so verjeli, da so pač dobili ta status mučenikov. Se pravi, ne gre samo za primere izzivanja aksiomov, predvsem verskih, ampak pride tudi do primerov, ko nekdo poskuša dobiti status mučenika s pomočjo blasfemije. Dober večer. Sam pojem blasfemija ga jaz seveda pogledam najprej lingvistično. Starogrška beseda blapto pomeni žalim, ranim, femije govor. Se pravi govor, s katerim žalim oziroma ranim poslušalce ali tega, ki posluša. Zdaj, to se ne zadošča za blasfemijo. Zraven rabi še objekt, ki je sveto, ki je religija, Bog, vendar je treba biti pozoren v recimo nedavni zgodovini. Veste, rekel je bilo na Slovenskem ali v Jugoslaviji največ blasfemije povezano z starim režimom, z Titovim režimom, kjer je bilo izgovarjanje njegovega imena po nemarnem, se pravi kritiziranje, vse, kar ni bilo povezano z zahvalnico,
je imel status blasfemije, ne sicer kazensko, ne, zapirali niso ljudi pod imenom blasfemija, ampak imeli hude posledice. Ne. Skratka, blasfemija v vsakem primeru pa predpostavlja še zelo močno silno reakcijo. Ne. Silno reakcijo bodi si oblasti. Danes smo sicer že mislili, da je blasfemija tako rekoč samo še lingvističen ali pa publicističen termin, ampak je spet postala izjemno močna retorična, politična silnica, ideološka, vendar je treba se vedeti, da poleg religije se vedno, je zelo blizu oblast. Vsaka oblast se zelo rada skrije pod pojem blasfemija. Hvala. Morda v tem drugem krogu, ki bi bil spet krog, pa bi omenila enega od seveda številnih odzivov na pokol v uredništvu Charlie Hebdoja, ki se mi ga za začetek zdi vredno poudariti, namreč to je bilo stališče recimo francoskega tednika Le Monde: o svobodi izražanja se ni mogoče pogovarjati, še manj pogajati. Je svoboda govora oziroma izražanja v zahodnem svetu absolutna in na nek način sveta kategorija? No, jaz mislim, da ni, ne. Morda je za francosko kulturo in za določene kroge v Franciji to res absolutna vrednota, ampak ne more biti neka vrednota absolutna, ki jo moraš deliti z drugimi ljudmi, zato ker vsak izmed nas ima svojo svobodo in v družbenem kontekstu se te svobode med sabo morajo dogovarjati ali pa trčijo, ali se pa zmerjajo, ali se pa vojskujejo. Ne? In dokler smo na tem nivoju, tu zemeljskega, profanega, svetnega, je vse relativno, je vse minljivo, je vse končno, nič ni absolutno in tudi svoboda kot vrednota ni absolutna, je sicer zelo visoko kotira, ampak jaz je seveda ne štejem za absolutne, ker enostavno to ne zdrži v medčloveških relacijah, da bi to bila taka nedotakljiva vrednota. Vsi pač poznamo tudi kantovsko teorijo in stališče o avtonomiji, o svobodi, ki mora seveda spoštovati in ceniti svobodo drugega, in tudi recimo kakšna Habermasova teorija, modernejša, ne, govori o tej komunikaciji, v kateri vsi smo, in vse svobode, ki nastopajo na političnem, družbenem terenu, se pač morajo dogovoriti za svoj medsebojni način komuniciranja in tudi za meje, ki si jih moramo postavljati. In vsaka družba si vedno postavlja tudi meje, dokot pač je možno nekaj tolerirati in dokot ne. Zato recimo ta politični diskurs, ne, zame nima nič opraviti z svetim in z absolutnim. To je politični diskurs, je relativni diskurs, ne. In kdorkoli znotraj političnega diskurza iz kakšne stvari dela sveto stvar in absolutno stvar, tisti seveda potem lahko, tako kot je kolega Nežmah prej tudi glede prejšnjega Razima razlagal, ne, začne terorizirati tiste, ki neke take stvari počnejo, ne, recimo, ki ga kritizirajo. Če pa gremo iz neke druge pozicije, ne, vsakemu človeku je kakšna stvar sveta. Meni je svet Bog. Nekomu, ki je ateist, mu ni Bog, mu je pa nekaj drugega. Najbrž mu je njegovo ateistično prepričanje. Ne? In če hočem biti spoštljiv in kulturen, ne, on spoštuje mojega Boga, jaz bom pa spoštoval seveda njegovo absolutno vrednoto. Ampak če je njegova absolutna vrednota svoboda, moja pa Bog, to ne pomeni, da si on v imenu svoje svobode lahko na račun mojega Boga privošči, kar si hoče. Lahko si pa na račun moje svobode privošči zelo veliko. To si pa lahko. Tu pa ne vidim težav. Zame definitivno ni absolutna kategorija, ker ravno v Franciji imamo ta primer dvoličnosti, dvojnih standardov. V enem primeru vi govorite recimo o svobodi govora, ker je pač to absolutna resnica in pač o tem se sploh ne bomo pogovarjali. Po drugi strani pa imate kar nekaj teh primerov, kjer so bile sankcije zaradi izražanja pač na svoj način in to ravno v tem primeru, ko se zdaj zgodil Charlie Hebdo, so na plano prišle informacije. Konkretno ta časopis je odpustil novinarje pred nekaj leti, ki se je poskušal skozi karikaturo norčevati iz judaizma.
človek je bil odpuščen, so ga dali na cesto, se pravi, tukaj je bila že sankcija, ni bilo absolutne kategorije. Potem imate primer francoskega komedijanta, ki je nosil majico že svoji ime brata od teh napadalcev in je bil takoj sankcioniran. Mi moramo zelo jasno določiti nekako, vsaj poskusiti določiti to mejo, kje je svoboda govora in kje so žaljenja določenih verskih čustev. Evropa sama ima že nekaj primerov, recimo tudi teh kršitev ali dajmo reči žaljenja verskih čustev, recimo konkretno kristjanov. Tukaj se lahko nekaj naučimo, konkretno lahko navedem recimo primer avstrijskega filma z 1994, Liebes Konzil, ki je žalil, zelo žalil katoliško dogmo od trojstva, statusa Jezusa Kristusa in podobno. Avstrijska vlada je zaplenila popolnoma vse, od kopij, CD-jev in tako dalje, prepovedala predvajanje teh filmov in potem je šla zadeva seveda na Evropsko sodišče za človekove pravice in je to sodišče potrdilo, da je avstrijska vlada imela prav. Se pravi, mi imamo že primere, konkretno recimo z krščanske strani, da tukaj neke meje so, neke omejitve so in ne govorimo definitivno absolutni o svobodi govora. Kar se pa dejansko ponavlja v zadnjih letih, to je nekaj, česar jaz enostavno ne razumem, moji možgani tega ne morejo dojeti, zakaj se mi konkretno v Evropi zabijamo z glavo skozi zid s temi smešanimi karikaturami muslimanov, izzivamo njihova verska čustva, ker veste, to je zelo velika skupnost, zelo heterogena, vi ne morete pričakovati od 1,6 milijarde muslimanov v današnjem svetu, da bodo vsi normalno reagirali na takšne provokacije. In potem, ko posameznik ali določena skupinica, mikroskopinica naredi nekaj takega, kot se je storilo recimo v Parizu konkretno, potem trpi in evropska družba, trpijo pa predvsem tisti muslimani, ki so na nek kulturen način izrazili svoj protest proti takšnim karikaturam. Tako da, če bi mi želeli boljšo prihodnost, da teh incidentov, teh provokacij, teh napadov čim manj, potem mi definitivno nekaj moramo spremeniti, ker to, kar počnemo zadnjih 10-15 let, je meni osebno dokaz, da mi peljemo v napačno smer. Bernard, pa če lahko še pod vprašanje dam, ali je potem možno misliti skupaj pojma prepoved blasfemije in svoboda govora? Se pravi, sta to pojma, ki se potem izključujeta, ali ne? Seveda, te dva pojma se izključujeta. Skratka, če je svoboda govora, manj svobodo, konec koncev, kot pravi 10. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah, da so dovoljeni tudi teksti, ki žalijo, provocirajo, vznemirjajo javnost. Namreč Evropsko sodišče je imelo tukaj idejo, da s tem, ko dopustimo idejam, da bivajo, se lahko tudi zoper njih borimo. In ideja Evrope je seveda kot spopad teh idej, ne da določenim idejam ne pustimo, bi rekel, glasu. Ob teh temah bi jaz pravzaprav se spomnil naše zgodovine, rečemo, žurnalizma. Meni seveda to, kar pravi kolega Ahmed, recimo te karikature Mohameda, ki ga smešijo po dolgem in počez, se mi seveda ne zdijo smešne, zdijo se mi seveda prazno, intelektualno, bi rekel, tako rekoč, šibke. In zdaj, če se jaz spomnim recimo jugoslovanskega režima, kjer je bilo prepovedano, kot rečeno, zato, ker je v Tribuni leta 1972 nekdo napisal odprto pismo Titu, v katerem, to je bilo v času, ko je prijateljeval, drugoval z Reza Pahlavijem, iranskim voditeljem, in v tej deželi so se pobijali komunisti in imeli diktaturo. Ko on napisal odprto pismo spoštljivo, v katerem je rekel, da se sramuje tega, da on obiskuje v teh časih Iran, je bil seveda reakcija, bil prepoved časopisa, skratka, to je veljalo kot blasfemija. In ker je bila serija tabujev v tej družbi, je recimo predvsem mladina v 80-ih letih delovala v veliki meri kot provokacija. Pravzaprav razbijala je sveto, sveto, ki je bilo za recimo partijsko-borčovski establishment, liki, se pravi kardel, vojska in podobno, in jih je definitivno žalila in smešila. Skratka, ampak ta ideja ni šla samo ideja v tem smislu, kaj bi se dal, ampak je vsebovala še nekaj. Željo oziroma način, kako sploh priti do kritičnega govora. Kritičnega govora o
početju recimo nekdanje oblasti. In z tega stališča v sodobnosti jaz vidim en paradoks, ker ti dovoljeno izrekanje vsega, ti lahko preprosto, bi rekel, kritiziraš, tudi smešeš, rečemo, velskega voditelja, po mojem, z mojega stališča, zaradi njegovih besed, pa njegovih dejanj. Seveda, popolni nesmisel je, bi rekel, napad na idejo Boga, Mohameda, Allaha, kar kot tacga. Vendar zdaj je pravzaprav en resen problem družbe je se v tem, da se predpostavlja toleranca. In toleranca tudi do teh, ki te ne marajo, teh, ki te se žalijo. Tak diskurs je neproduktiven. Skratka, slike, bi rekel, Mohameda v Charlie Hebdoju ne sprožijo dialoga z muslimani, to je definitivno. In v tem smislu gre za na nek način izločevalni, osamitveni govor. Je pa res, da pri teh zadevah treba pogledati širše. Ta toleranca evropska je res smešna. Ta Dieudonné, francoski satirik, ki je pravzaprav postavil sam nekaj vprašanj v zvezi z počutji Kolibalija, je bil deležen takoj sankcije zapora. V Rusiji po drugi strani je umetniška skupina Pussy Riot uprizorila nekakšen kabare ali karkoli v najboljšem v eufemističnem izrazu v cerkvi. V cerkvi in kar je definitivno najhujše možno najbrž žaljenje pravoslavnih vernikov bilo. In njen argument je bil, ja, to počnemo zato, ker je ruska pravoslavna cerkev podpira Putina. Zdaj smo pa pri tem vprašanju, a je potem dovoljen tukaj vse. Namreč tudi to, bi rekel, razumel bi človek spet, da bi se norčevali iz patriarha Kirila, ki je recimo rekel, da je Putin tako rekoč božji dar. Ampak kaj ima pa ena konkretna cerkev s tem, pa se je nekaj popolnoma drugega. In v tem smislu ne moramo, težko govorimo o zdaj vprašanju, kaj se sme, kaj se ne sme stališča prava. Pravo ima svoje poti. Ampak tovrstni diskurzi so pravzaprav neproduktivni glede na družbeno vez, se pravi na družbeni dialog, po drugi strani so pa izjemno produktivni za recimo artistične skupine. Recimo Pussy Riot zdaj je zmagala na nekem filmskem festivalu in zdaj je sinonim borbe proti Putinu. Na Zahodu jo cenijo ravno, karkoli naredi, je njena teža, bi rekel, izjemna. Recimo Charlie Hebdo je prišel do sanjske naklade, ki noben francoski časopis nima, samo na račun tega, da se ve, da je v njem, bi rekel, tako in tako norčevanje iz islamskih in drugih voditeljev. Je pa seveda zanimivo, Charlie Hebdo ni bi rekel, ravno znak popolne demokracije, ne samo v tem primeru, ki smo slišali, ampak kaj so njegove tarče? Njegove tarče so bili, se pravi, papež, potem Mohamed, fronta Le Penov, medtem ko, bi rekel, socialističnih voditeljev pa zdaj pa ne najdemo tam, skratka variante, kot so Hollande in podobni. Tako da se je treba tudi zavedati, da blasfemija je pravzaprav eno danes močno sredstvo, ki omogoča hkrati individualno afirmacijo tega, ki ga izreka, s tem postaneš pravzaprav slaven. Danes, bi rekel, bolj radikalno besedo, ko izrečeš, več pozornosti boš dobil. In ta medijska senzibilnost, če rečem temu norosti ali pa radikalnosti, pravzaprav spodbuja blasfemijo kot tako, na katerem koli področju. No, ampak ste se želeli odzvati, kar prosim. Ja. No, Bernard je imel ta dva diskurza. Eno je recimo ta imanentni politični prostor in vstopanje tudi nekaj iz sfere sakralnega v politiko ali politiko v sfero sakralnega. Zdaj, naprimer, jaz bi v primeru te ruske skupine rekel, po svoje je to za tolerirati, ker je šlo za izrazito politični diskurs. Pomislimo samo na dejstvo, da Putin vsako leto za veliko noč gre v eno od pravoslavnih cerkva. Drugače pa ravno, ne moreš reči, da je to neki velik kristjan. Torej instrumentalizira cerkev za svoje politično delovanje.
taka instrumentalizacija je mirne duše izpostavljena lahko kakršnikoli obliki satire ali nekega kulturnega happeninga ali podobne zadeve. Tu ne vidim težav, ne? Ampak tu si potem mora lokalna cerkev tudi postaviti vprašanje, kako daleč ona tolerira to, da neka politika ali nek konkretni politik zlorablja njen položaj. In če je dopustila zlorabo, potem pač lahko pokasira. Ne? Tu vidim, recimo, če govorimo o neki meji. Drugo pa je, ko se recimo neka verska skupnost sklicuje pri svojem nemoralnem in tako ali drugače problematičnem početju na Boga. Pa naj se sklicuje na krščanskega, naj se sklicuje na Allaha, je čisto vse eno. Ne? In tu vidim težavo, ne? Ker recimo islamski ekstremisti imajo polne uste Allaha in Mohameda, ampak to je njihova človeška, politično, vojaška, strateška instrumentalizacija nekoga, nad katerim oni nimajo dobene oblasti, da lahko oni v njegovem imenu nekaj počnejo. Je narobe obrnjen svet. In v tej zlorabi ni kriv ne Allah, ne Mohamed ali krščanski Bog, če neki ljudje zlorabljajo to avtoriteto za svoja neumna početja. Torej, satirični časopis ali kakršnakoli druga kritika se naj spravi na te konkretne ljudi, ki to zlorabljajo. Ki to zlorabljajo v nekem imanentističnem, političnem, družbenem kontekstu. Ti so ti, ki so iz Boga naredili sredstvo in legitimacijo svojega početja. Ne Allah, ne Mohamed, ne Kristus, ne Bog tega ne počnejo. In zato se mi zdi, da tu lahko vidimo neko mejo, da ko gre za instrumentalizacijo religije ali neke konkretne verske skupnosti ali cerkve, potem ne vidim težav v kritiki ali tudi v karikaturi ali čemerkoli. Se takrat ni napadena svetost tistega kraja, ampak je dejansko poanta nekje drugot. Medtem, ko gre za to, da si pa ti z Bogom legitimiraš svoje dejanja, takrat pa bodi ti deležen teh napadov. Ne pa tisti, ki si ga ti enostavno priklical po svoji domišljiji, da stoji na strani tvojih početij. Jaz mislim, da tu je neka meja, tu je neka razlika, na osnovi katere lahko rečemo, dokot ja, odkot ne. No, meni se je zdelo zelo zanimivo v vseh teh odzivih, ki jih je bilo, mislim, da še nikoli tako na neko tako zadevo, kot ravno ob Charlie Hebdoju, predvsem, da je, če ostanemo znotraj recimo zahodne družbe, zelo dobro prepoznala, da tu je neki problem. Se pravi, v obsodbi nasilja je bila Evropa nekako enotna. Ni bila pa več enotna o tem, ali je način, ki ga pač prakticira ta satirični tednik, ki je dejansko izrazito levo ekstremističen, tudi v svojih pogledih, kar je tudi Bernard govoril, in tudi v svojih karikaturah, velikokrat zelo vulgaren. Se pravi, da je tukaj neka senzibilnost se povečala tudi pač recimo temu nemuslimanov do tega vprašanja. Se pravi, da se sprašuje zahodni človek, ali je res potrebna ta vrsta satire, če je to satira, če to že ni pač bistveno več ali močneje od tega. Kljub samo pa me zanima, ali je v Evropi toleranca do recimo blasfemije na področju krščanstva večja ali manjša kot na področju oziroma znotraj islama. Ali smo do blasfemije krščanstva bolj tolerantni kot blasfemije v islamu? Gospod Pašič. Zdaj sem malo v neugodni poziciji. Če se vrnemo na uvodni del, ko ste omenjali satiro, kaj je satira. Jaz teh karikatur Charlieja ne dojemam kot satira, to je zame osebno navaden izmeček od časopisa, ker satira sama pomeni v bistvu, da ti na nek način izzivaš privilegirane družbe, tiste, ki so na oblasti, da bi to nekako spremenil, da se sami resursi, samo blagostanje razdeli bolj ekonomerno do vseh.
In tukaj ni šlo za nekakšno satiro. Šlo je za enostavno žaljenje verskih čustev zelo velike skupine, konkretno muslimanov, in to so globalno gledano potlačene množice. Če samo pogledate norišnico Bližnjega vzhoda v zadnjih 10 letih, ljudje zelo trpijo, ne govorimo samo o Palestini, zdaj imamo totalni kaos v Iraku, zgodila se je totalna norišnica v Siriji, ki še vedno traja, imate vojno na samem robu z Iranom, Libanon je vedno tam nekje in tem Jordanija je popolnoma zgubljena, Jemen je imel velike težave in podobno. Se pravi, cela regija je v nekem konstantnem strahu in se počuti potlačeno. Se pravi, vi niste izzivali neke privilegirane množice, vi ste v bistvu metali sol na rane teh množic. Jaz, ko se pogovarjam z ljudmi, konkretno z muslimani, oni vse to doživljajo kot neke zelo močne dvojne standarde in to jih zelo jezi. Večina seveda bo reagirala tako kot jaz. Meni te karikature popolnoma nič ne pomenijo, to ne bi niti pogledal in enostavno greš naprej. Moja vera, moja ljubezen do Boga, do dobrih del, do tega, da sem čim boljši človek, sosed, delavec in podobno, zaradi tega ne bo čist nič manjša. Ampak kdo vam garantira, da od 1,6 milijarde muslimanov bodo vsi tako reagirali? Seveda potem imate posameznike, ki posegajo po drugačnih ciljih, dosežejo nekaj s pomočjo terorističnih napadov, s pomočjo takšnih in drugačnih napadov in potem v bistvu mi kot ostali muslimani trpimo zaradi tega. In moraš razlagati, da je islam vera miru, da nas uči tolerance, da nas uči razumevanja, da nas uči, da smo delavni in pridni. Vse to je zelo, zelo mukotrpno, ker to v bistvu delaš vsak dan že dolga in dolga leta. In kakor jaz vidim, se situacija razvija, se ne bo nehalo tako kmalu. Tako da to razumevanje zdaj samih verskih čustev muslimanov, jaz pravim, dajmo se učiti od tistih, ki so na tem področju boljši od nas. Jaz sem konkretno živel v Singapurju 6 let, to je zelo multikulturna, multiverska država z zelo visokim standardom in tisto, kar njih dejansko najbolj zanima, je ustvariti čim več delovnih mest in s tem povečati blaginjo v državi, da se ljudje imajo službe in je stopnja brezposelnosti 2%. Oni niti podrazno ne bi dovolili takšnih karikatur, ker bi s tem užalili muslimansko manjšino, mogoče povzročili težave in za take stvari bi šli vi v zapor, brez razprave. Potem imate primer demokracije, kot je Indija. Indija z 1 milijardo populacije, ki ima močno muslimansko manjšino, niti podrazno ne bi dovolila takšnih karikatur. In oni teh težav nimajo. Jaz se resnično čudim, zakaj samo Evropa vztraja pri tem točenju v zid, ko nas glava boli vsake toliko časa. In najprej bi bilo treba odstraniti te dvojne standarde, ker če vi imate primer, da se žaljenje katoliških verskih čustev prepove z distribucijo filma in potem se gre na sodišče in sodišče to potrdi, potem dajmo to aplicirati tudi na druge verske skupnosti. Dajmo imeti enojne standarde, enake standarde za vse skupaj. Dajmo delati na tem, da je teh težav čim manj na Bližnjem vzhodu. Tisti, ki zanemarjajo problem Palestine v globalnem kontekstu, se zelo motijo. To je rak rana na muslimanskem telesu, ki večino ljudi zelo boli in nekatere tudi motivira k agresivnejšim dejanjem. Seveda to nihče ne upravičuje, ampak to se dejansko dogaja. Dokler boste vi imeli Gazo kot taborišče, kjer že 60 let ljudje živijo za zidovi, ker nimajo pravice do gibanja, kaj šele kaj več, bo to prilivalo ogenj mnogim, da nekaj storijo, kar drugače mogoče ne bi storili. Se pravi, imamo zelo globok, kompleksen problem in to lahko rešimo samo na način, da se pogovarjamo, da se čim več usmerimo v konstruktiven dialog s konstruktivnimi rešitvami in da iščemo rešitev, ki bo nekako optimalna za obe strani. Seveda pa obe strani morate delati na tem, da se čim bolj kulturno odziva na take incidente, take dogodke. Jaz sem kljub vsemu vesel, ne me narobe razumeti, ampak to, kar se je zgodilo v Parizu, je veliko manjši odziv, recimo kot se je zgodilo s primerom danskih karikatur. Takrat je bilo noro, to so ljudje zažigali veleposlaništvo, ubijali so ljudi, policija je streljala na demonstrante, bilo je ogromno žrtev, sama Danska je imela 200 milijonov evrov škode na gospodarstvu in tako naprej. Se pravi, sedaj, kar se je zgodilo v Parizu, nekako se zadeve počasi umirjajo, škode je manj, ljudje bolj dojemajo te stvari in se odzivajo bolj normalno, bolj človeško in bolj kulturno. Tako da proces bo zelo dolgotrajen, ampak če se bomo pogovarjali, če se bomo trudili vsi skupaj, potem nekako lahko upamo, da bo zadeva boljša. Bernard. Ja, jaz bi se vseeno malo navezal na kolego Štuheca.
v veliki meri je nujna v sodobni družbi pač toleranca. Konec koncev tega časopisov ti ni treba kupovati, ti jih ni treba gledati, pač sprejmeš, lahko veš, da lahko po tvoji mnenju pač počnejo nesmiselnosti ali pa se gre samo za samo promocijo. Ampak recimo, če vzamemo kljub vsemu, happening Pussy Riot v cerkvi, če bi kriterija, a je to primerna oziroma smiselna reakcija, če bi postavil nekaj podobnega, da bi v stolnici ena skupina polnagih žensk plesala zato, ker je pač recimo cerkev zbira podpise ali pa sodeluje pri podpisih za referendum, bi se nekdo lahko tudi to argumentiral, to je pa normalno, to je pa reakcija, ki je ustrezna. Ampak po drugi strani, seveda za vse ta nasilja pa pravzaprav ne gre iskati glavnega vzroka ali pa krivca v medijih. Če vzamemo samo ta arabski del, se pravi Bližnji vzhod in Daljni vzhod, ugotovimo lahko, da se je zgodil en nenavaden fenomen. Imeli smo deželo, ki se je rekel Libija, ki je vladal Gaddafi, samodržec, ampak to je bila kljub vsemu država, ki je v veliki meri funkcionirala, delovale so šole, ena izmed diktatur, ki jih je veliko na svetu. Vzamemo Sadama, Irak je bila dežela z zelo veliko pismenostjo in na vzlic seveda pobojem Kurdov in pač drugih. Če seveda primerjamo, kaj se je potem zgodilo z vsemi temi deželami, ko je intervenirala Amerika oziroma NATO, smo vso dobili veliko hujše režime. To, kar se danes dogaja v Libiji, je pač vojna vseh proti vsem, je pravzaprav razpad države kot take, kaos. Kar se dogaja v Iraku, je pač take grozljivke že dolgo ni bilo tam, kar se dogaja v Siriji je hujše kot pod prejšnjim predsednikom. Skratka, vsi recepti, ki jih Evropska unija in ZDA aplicirajo na spreminjanje za silo tega arabskega sveta, so se sprevrgali v veliko hujše, bi rekel, stanje civilizacijsko demokratičnosti in bivanja. In iz tukaj izvira serija frustracija. Konec koncev vse tudi te karikature povezane zdaj z Mohamedom na nek način so karikature na račun islamistov, ampak te islamisti so pravzaprav na nek način produkt bi rekel, zahodnjaške pameti, ki vsiljuje en obrazec reševanja. Skratka, v tem vidimo eno veliko aroganco do teh dežel, ki se jim ne pusti, da znotraj svojih oblik komuniciranja se razvijajo in najdejo neke rešitve. Namreč vse te bi rekel, zahodnjaški standardi so v teh okoljih pravzaprav zgrešeni, ne delujejo. Mislim, realnost to prikazuje. In z tega stališča seveda se moramo zavedati, da so, bi rekel, časopisne blasfemije tukaj v resnici en drobec. No, glede te primerjave, morda glede stolnice pa referenduma, mislim, da tu se nisva čisto razumela. Jaz sem prej govoril o tem, ko nekdo zlorablja vero ali pa cerkev ali pa cerkveno institucijo zgolj za politični namen, takrat je z moje strani toleranca veliko večja, kakor pa takrat, ko gre za norčevanje iz svetih stvari, ki nimajo s to imanenco dobene zveze. Ampak tisto, kar bi se navezal prej glede Palestine po tega. Gledajte, mi po drugi svetovni vojni, kar se tiče Judov, ne upamo govoriti kritično o Judih in o Izraelu. Zato, ker si takoj antisemit. In tu se globoko strinjam. To, kar dela Izrael na ozemlju Palestine, seveda nima s človekovimi pravicami, svobodo, spoštovanjem drugačnih in tako naprej velikokrat dobene zveze. Ampak o tem ne boste slišali dobene resne kritike. Zato, ker so pač Judje bili velika žrtev druge svetovne vojne, ampak se niso bili samo Judje.
Tako da iz nekega zgodovinskega dejstva delati novo mitologijo je seveda narobe. Ne? Ista skupina, tudi mi kristjani, smo lahko v nekem zgodovinskem obdobju se obnašali tako, v nekem drugem pa drugače. In kar zadeva recimo same blasfemije, ne? Se Jezus je sam doživel največjo blasfemijo, ko so se mu norca delali, ko je visel na križu, pa so mu rekli, če si res judovski kralj, pa stopi dol. In zdaj bom ponovil tisti stavek, ki sem ga enkrat na televiziji rekel in so mi ga mnogi zamerili. Smo pač mnogo hudega vajeni, kristjani, ne? Smo veliko hudega vajeni, ker tudi on je bil marsikaj hudega vajen. To, da visiš na križu, se pravi, da si popolnoma nemočen in se s tebe nekdo norčuje, to je res višek blasfemije. In v našem verovanju je to tudi neka varovalka. Če pride tako daleč, ne, da nekdo prestopi vse meje, potem si pač rečeš, Bog odpusti mu, saj ne ve, kaj dela. V tem stavku, Bog odpusti mu, saj ne ve, kaj dela, pa mislim, da se skriva tudi neka globoka realnost družbe, v kateri mi danes živimo, in to je ta evropska družba, ki je religijo in pa religiozno sistematično izrivala na rob družbenega življenja, ki ni pustila odprtega prostora, širokega prostora za diskusijo o verskih vprašanjih. Slovenija je tipičen primer za to. Mi pustimo generacije skozi celotno vzgojno-izobraževalno vertikalo, ki nimajo pojma o tem, kaj je krščanstvo, kaj je islam, kaj je ne vem katerakoli druga religija, kaj šele, da bi sprožali diskusijo na različnih nivojih med prebivalci o verskih in podobnih vprašanjih. Veliko teh stvari je posledica predsodkov, je posledica neznanja, nevedenja. Ni vedno hudobija, lahko je tudi, ne? Ampak veliko lahko naredimo na tem nivoju, da predsodke razgradimo. Če neka družba tega ne počne, potem seveda ta družba samemu sebi piše slabo prihodnost. Ne? Mi se danes zgražamo nad tem, kar se dogaja v severnem Iranu in kar se dogaja recimo v arabskem svetu in tako naprej, ampak se pa ni tako strašno dolgo nazaj, ko se je to na naših tleh dogajalo. So se tudi po naših Sloveniji podirale cerkve, križi, Kristuse se je metalo z križa, kapeljce so se podirale, ljudi se je zasramovalo. Ja, to ni neka oddaljena zgodovina. Pa so to bili najbrž vsi krščeni ljudje. In prav je, da pomislimo na svojo lastno zgodovino, kakšna bestialnosti smo počeli mi. Kako se je ljudi ubijalo pri nas. Zdaj nam kažejo, kako tam pač ubijajo svoje nedolžne žrtve, ampak se tudi pri nas se je to počelo, pa se na tem nišče ne zgraža. Evropa se tu obnaša velikokrat, in tu se moram globoko strinjati, ne? Evropa se obnaša zelo dvolično. A so Angleži počistili svojo zgodovino, a so Francozi počistili svojo francosko revolucijo, a smo mi počistili z svojimi grozodejstvi. Nišče od teh nič ni počistil svojo zgodovino. Vsi to potiskamo v ozadje in si ne povemo, da bestialnost je v vsakem človeku in v vsakem narodu in v vsaki verski skupnosti. Lahko pa kaj naredimo, da to bestialnost ustavimo in potem se najbrž začnejo stvari pri blasfemijah. In zato je prav, da se o teh stvarih tudi pogovarja, ampak po mojem osnovna stvar je medsebojno poznavanje, medsebojno razumevanje in kultura tolerance. Potem v takih družbah ne more prihajati do takih ekscesov. Kakšen odziv? Meni je bilo rečeno, da nekako po slabi uri moram pozvati tudi občinstvo k vprašanjem, če ima kdo že kakšno vprašanje. Še nobeden dovolj pogumen.
Želela bi, če lahko komentirate odziv slovenskega filozofa Slavoja Žižka, ki je glede zahodnega odziva na atentate v Parizu s sloganom Jaz sem Charlie oziroma Vsi smo Charlie, dejal naslednje: Mislim, da je ideja Jaz sem Charlie ni v duhu samega Charlie Hebdoja, to ni v njihovem duhu. V njihovem duhu bi bilo nekaj veliko bolj nesramnega. Moja ideja, kako ponoviti to gesto, bi bila Jezus Kristus, ki drži plakat, na katerem piše Jaz sem ateist. Če ga prav razumem, zdaj mi pa pri tem pomagajte, poskušajte pokomentirati, njegova ideja je ta, da bi morali s satiro na krščanstvo braniti pravico do satire na islam. Ali v čem naj bi bila ta gesta tako zelo Charlie Hebdojevska? Zdaj, je odvisno od tega, kaj Žižek razume pod ateistom. Ne? Da je Jezus ateist, ker ni verjel, da je rimski cesar Bog, ima prav. Ne?